Ja, nič, Zala, servus. Dober dan. Dober Bog, po naše, Bog. Bog. Veš, kaj me zanima? Da povej mi, kaj za žensko pomeni, ko se nekdo slini po njej? Dobro vprašanje. Odvisno za katero, po moje. Ne? Zdaj v današnjem svetu se moramo že to vprašati. Okay. Pa tudi v katerem obdobju. Mislim, če si samska, po moje ti tudi kdaj ugaja ali ne, ne vem. Če pa ne, pa Mislim, kaj je ločica med tem, da je nekaj slinasto, da je pa nekaj... sprejeto ali pa da je nesprejeto? Ja, verjetno način. To pa je? Ja, to pa je. Ja, po moje je spet odvisno za koga. Mislim, kakšne kriterije imaš, ne? Kaj je slinasto, pa kaj ni. Mislim, po moje, če ti je človek cool, ima nek v redu pristop, ti po moje to ni slinasto, če hoče na tak način pristopati do tebe, ampak če je pa to zdaj neka ekstra, veš, te pick-up line, ki so, ne vem, tako ful nisem v tej sceni, tako da ti ne znam povedati, kaj so zdaj najmodernejši pick-up line, ampak... Kaj pa, na primeru, kaj je pol ok slinjenje? Ok slinjenje, ne vem, mislim, jaz bi pomašla, že tudi, če je to nek pristop v živo, ne? Če človek v živo pristopi do tebe, je verjetno to drugače, kot če ti se slini po teh socialnih omrežjih, pa te zadeve. Jaz bi že to mogoče ločila, koliko je to vsiljivo, v katerem trenutku, si predstavljaš, ne? Si na sestanku s šefom, pa se ti pride en slin zraven. Ali pa se ti šef? No, evo to. Tle bi imela že pomislek, ne? Dobro, da sem sama svoja šefica, tako da. Če bi se mogoče sploh zaposlila v taki firmi. Ampak verjetno pa marsikatera, oziroma marsikdo pride do kakšne pozicije tudi z sprejemanjem slinjenja. Ja, če znaš igrati, vse je v redu, ne? Pa če ti je vseeno. Ja, predvsem to. Okay. No, ampak ja, veš za kakšne primere, ali pa si doživela sama, ko je bilo bizarno, ali pa da nekdo ni znal nehati, karkoli takega, to me zanima. Dobro vprašanje. Jaz osebno bom prav trkala, da nimam takih težav. Verjetno tudi zato, ker sem že nekaj časa v vezi in je potem, se mi zdi, da potem to upade, ti poskusi. Tudi, mislim, kolegice imajo pa marsikaj, se potem sliši v družbi karkoli. Mislim, najbolj so mi te zanimive, ka modeli pač res samo najbolj random stvari pač prav piše. In tako noben se mi zdi, da je tako živa več ne pristopa, tako je bilo to včasih. Jaz sem videl veliko teh onih, ko neumorno piše v inbox, pa ne dobi dobenega odgovora. Sem pač traja leta in leta in leta. Ampak recimo je to slinjenje, pač meni je to že tako malo mi je to že psihopatsko. Recimo to sem jaz že tudi dobila. Tako, živijo, hej, kako si, dober dan, zakaj mi ne odpišeš? Da mi odpiš, hej, mislim, kaj, ne vem, no. Odkud misliš, da to izhaja? Iz dolg časa. Misliš? Ja. Jaz mislim, da pa še ljudje nimajo kaj delati v lajfu. Taki. O, Vela. Kje si? Zdravo. Ja. Snemamo, veš? Ja. Dobro, bomo dali na hiter posnetek. Ja, sistem 100 jih vprašaš ena da. Sorry, še enkrat. To je sistem 100 jih vprašaš ena da. Ja. Nekaj take. Ja. Pa misliš, to rata, kdaj je tak, da... Jaz mislim, da to rata. Zakaj? Jaz mislim, da, ne vem, zakaj rata, ampak pač mislim, tako poznam primere, ne osebno, ampak veš, tako, se pogovarjajo, ne vem, ali pa on zdaj dobi punco to in kje ste se spoznala, ne vem, pač na Facebooku, karkoli, ampak si pa že slišal, da je pač ta model pisal prej, že tudi 100 plus puncam. Prav ja, en je zagrab, očitno neki ti stavki, pick-up line, besede, očitno je, veš, da se pa najdeš, ampak ima pa tukaj globjega pomena, pa naprej za odnos, dobro vprašanje, ne vem. Ja, mislim, lahko ima, lahko nima, ne. Pač fora je, da mogoče sam ne znaš
pristopiti, ne, ali pa da pač pristopiš na smešen način. Tudi to je res. Ampak ja, meni je to bizarno, da par let traja ta monolog v inboxu. Ja, ne vem, pač, mislim, jaz bi to res rekla, no, da ljudem, ali mi je dolg čas, ali je res to zadnja bilka upanja, ali kaj, ni mi čist jasno, no, ampak je pa kar bizarno, ja. Mislim, ne vem, ne predstavljam si recimo na tak način, da bi začela nek odnos z nekom, ne, da si, ne vem. Ali pa mislim si predstavljaš, da pa res po 2 letih ti pa odpiše in pa je to ljubezenska zgodba. Ja, se to je tako, če 10-krat zapored ni odpisala stari, kaj pa vem, če bo 11-tič, ne. Ja. In kaj je pa več poroka in spoznala sta se, končno 11-tič mu je odpisala in sedaj smo tukaj. Zelo poceni je napisati pač sporočilo, samo pošleš slip into the DMs, ne, in to je to, ne. Pristopiti v živo je pa drugo, no. Kaj pa mogoče trenutek, ko prvič se spremenijo misli pubertetnikov in ko prvič te začnejo zanimati in ti dobiš zanimanje. Kaj je pa takrat bilo, ko je bilo neki creepy oziroma veš, ko je bilo res grdo slini, ne? Kako se ti je to takrat zazdelo? Jaz mislim, da moja generacija ni imela tukaj s tem slinjenjem težav, oziroma sploh v tem obdobju, ko te začne to zanimati, pa ti hormoni začnejo delati. Mislim, da je to bolj na način, da si skoraj malo nesramen. No, in si imel kdaj tak feeling, da so tako fantje ratajo, te neke punce zanimajo, pa jo reč, ne vem, malo, ne vem, uščipneš, udareš, tako take zadeve so, ni nikoli nasilje, ti si meni, ne vem, huda, ampak je na ta način, da je bolj ta obratna psihologija. Tako da jaz imam predvsem bolj te izkušnje. Pa pač ne, da se to Tako si mi všeč, da bi te udaril. Ja, niti ne tega, mogoče se No, pride. ampak je. Ja, Nasilje, prijedno. Ja, prej, ampak ful zanimivo. Vse mislim, da to čisto ne tega psihološkega vidika. Ali več tudi otroci so že zelo zgodaj začne kazati, ne, to zanimanje, že pri otrokih. Ko imaš fanta, tako in ti, kjer punce še ne, ali pa od začetka mogoče pri 2 letih še kdo, ne, reče, ja, ta punca, polka si pa starejši, pa sem, ne. Pride sram. Pride pa pol iz vrtca, ne, pa starši, ja, je špelo udaril, naš Jožek, reci. Ne, pa je pol to. Ima tako izkazovanje ljubezni, včasih se mi zdi, oziroma nekega zanimanja, ne ljubezni. No. Ja, pa je bil kak trenutek, ko si se prvič zavedla, kaj je spolnost, pa to, pa se takrat videla, fuck, zdaj pač me fantje gledajo na drug način. Je bil kak tak moment? Jaz mislim, da to ni trenutek, da to je neko obdobje. Ja, ko spoznavaš. Ja, jaz mislim, da ni, ni to tako trenutek, rečeš, mislim, tako vse v lifeu se mi zdi, da sploh pri meni poteka na tak način, da je to neko obdobje, pa prideš do nekega spoznanja ali pa mogoče celo nikoli, ne. Ampak ja, pač to je ta razvoj, pa mislim, da že kar hiter poteče, tako kaj, pri 10 ima mogoče še kakšno leto starejši. Ja. Zdaj se mi zdi, da je to zelo, zelo zgodaj že se začne. Zakaj tako misliš? Mislim, zaradi dostopa vseh informacij, vseh teh nekih TikTokov, Instagramov, je tudi malo umetno ustvarjeno okolje, da spodbuja k neki hitrejšemu razvoju vse skupaj. Mislim, veš, 50 let nazaj, ker niso imeli dostopa do informacij, verjetno so se zadeve dogajale bolj na skrit način. Zdaj se mi zdi, da je bilo vse tako javno, odprto. Jaz imam ogromno nekih kolegic, ki so v osnovnih šolah učiteljice. In se razlagajo, da se pač zdaj to že kar po hodnikih dogajajo neka otipavanja in da že po WC-jih, da bi se naj dol dajali. Jaz sem tako, wow, zanimivo. Osnovna šola 2.0. Osnovna šola, ja. Jaz bi prej rekla, ne, za srednjo, da bi kaj tazga, pač, da hormoni divjajo, ampak mislim, da je to že prej. No, jaz teh izkušenj svoje osnovne šole nimam, priznam. Se mi zdi, da je to kar dobro, da sem še odraščala v tem svetu oziroma v tem obdobju. Bolj nedolžena. Ja, saj tak občutek imaš, no. Mislim, kaj se je pa dogajalo, res, pa sem pa tisti vejo, ki so se dogajali. Ja, zanimivo. Včasih, ko je bilo manj dostopno, ne, še pred našimi generacijami, so se
po mojem, ljudje vse isto zmenili, sem pač ni bilo dostopno na netu, da bi sam lahko to raziskoval, po mojem. Zdaj se mi zdi, da je pa tako javno, veš, da smo vsi kar zraven. Vsaka drama, tudi ki se zgodi, je kar, mislim, zgodi. Sej smo tudi, recimo tudi pri nas smo imeli en točno tak primer. Je prav, evo, iz osnovne šole, ne vem, da je neka punca pošiljala neke svoje gole fotke enemu fantu in pa je ta fant kar razposlal vse naprej in pa smo res okoli tega se je ogromno dogajalo v smislu, da pač ne, da se take zadeve ne dela ne iz ene, ne iz druge strani, pač kako se pač dostopnost informacij, da vse kar nekam objaviš, veš, takrat se mi je še to bolj poudarjalo, ampak je to pač ostalo v sklopu šole, ne? Oziroma ali pa celo mogoče na tej neki višji stopni niti ni prišlo do nekih nižjih generacij. Zdaj se mi zdi, da bi se kaj takega zgodilo, bi bilo to pač verjetno boom in bi pa šlo to na vse posod medije, oziroma ali pa je zdaj tudi že tukaj nekako sprejeto, ali se to dogaja, da pač ni tazga pol pompa okoli tega. Ja, mi smo tudi imeli, na eni sosednji šoli smo imeli ta primer, da se je ena slikala v spodnjem perilu, v osnovni šoli, po mojem še. Ja, v osnovni šoli. In pol se je to valjda poslalo naprej, ker je samo enemu poslal in pol so... Ja, vsi, itak, eskalera. Ampak si predstavljaš zdaj, da pač, zdaj pa se mi zdi, da punce tudi to same pač tako objavljajo, oziroma objavljajo tako. Pa tako je zdaj z tem OnlyFansom, to mi je tudi zelo zanimiva zadeva, da je pač ratalo tako normalizirano. Pač ta neka v bistvu prodaja nekih svojih fotk. No, ta spektr mi je tudi zanimiv, ker se mi zdi, da pa se to pač zgleda že tudi na osnovno šolo. So vsi tako in kam greš naprej srednjo, se bom OnlyFans. Se ni važno, ja, mislim, od obeh oziroma vseh spolov sem opazil, da kako dojemajo drugače cash, ne. Ker mi smo dojemali cash tak, pač rabiš službo. Ja, takrat ni bilo druge, ko sem jaz bil mali, je bilo pač nekaj moraš delati, ne. Mogoče boš lahko SP, ampak drugače boš imel pa šefa, pa je to, ne. Pol se je seveda preboj interneta naredil, pol so poslali influencer in pol se je šele v naših glavah zasuknilo. A ja, ti lahko kot storitev prodajaš nek prostor na netu, ki je tvoj in pol to nekdo kupi in imaš cash, ne. Ampak mi to gledamo kot na ful neko alternativo, kot na neko, to lahko neka mala peščica ljudi dejansko nekaj zasluži, ostali pa pač to gledamo, ne, pa pač lajkamo in to je to. Nove generacije, koliko sem se menil s starejšimi, ki so starši tem generacijam, so pa tak, ja, to je normalno, jaz to hočem delati in ker vsi imajo to neki divji zahod ali pa obljubljeno deželo, ko bomo enkrat imeli ful sledilcev, bomo pa od tega živeli in to bo to, ne. No, evo, recimo moj osebni primer, jaz imam kar dosti starejše starše, ker imam pač tudi starejše sestre in sem bila še zelo vzgajana v tem dosti socialističnem duhu, v smislu, pač tudi tako, nasplošno starejše, recimo, večkrat mi je kdo rekel, pri 13, da že ne vem, da se že obnašam, kot da bi bila, ne vem, 16 ali pa 20, tako, ne, ker pač imaš, prevzemaš mentaliteto pač starejših sester, ne, verjetno, če imaš mlajše, potem neke sorojence, ja, pliva. Ja, malo, mogoče ne odrasteš tako hitro, ampak ja, najbolj zanimivo je to, recimo pri nas je bila najpogostejša, kar mi je fotor največkrat rekel, ja, saj, če se ne boš pa učila, boš šla pa v revoz za trak delati. Recimo, to je pri nas na Dolenjskem bila najbolj specifična, ne kot neko, ne nizkotno delo, ampak pač delo, ki, Ker delaš fizično. Ker delaš fizično na tak način, ne, in je bila, v bistvu se je ful velik poudarek dajal na neki izobrazbi, ne. In pol jim je recimo zdaj, kar jaz počnem, jim je itak še vedno zelo nepredstavljivo, ne, da ni to služba od 7 do 3, pa tudi jaz recimo moram večkrat to zavestiti, ne, da kaj je v bistvu sploh moj prosti čas, kaj je služba, ne, ker se mi vse tako nekako prepleta, da je čist nek drug aspekt, no, ampak je pa ful dober, ker si kar lahko ustvarjamo, ne, neke svoje poklice, ampak mislim, da bo pa če dalje bolj tudi cenjeno to, da še zmeri kdo dela, ne, tudi fizično, tudi se mi zdi, da so ti neki poklici ful iskani, ne.
Ja, se je, da je dejansko cenjeno delo. Ne? Se pravi, nekdo pride mizo popraviti, ti ful računa in smo tako, wow, to je čas bilo ful poceni. Ja, prepoceni je bilo včasih. Ne? Ja, sigurno. Vodovodari, dimnikari in vse to je pač zdaj ful iskano. Ja. Tako, zato ker pač tega ni in pa je tudi, veš, popraševanje, kolikor je na trgu, je pa to cena, se lahko dviguje. Tako da, ja, je pa tudi meni zelo zanimivo, da imajo zdaj že mladi ta aspekt, da ne rabijo v službo v smislu na neko tovarno, nekega šefa med nad sabo, ampak pač ne. Ja, sem mogoče zdaj že jaz prestar, da bi vse to razumel, ampak sem je res funofora, sem vsi ne boste influencerji, ne? Ne gre, ne. Ker pol koncept influencerstva izgine, ne? Ker si v bistvu ceno zbijamo, če smo vsi isti branži. Ne? Se pravi, če vsi prodajamo nek prostor na netu, nek video jaz naredim in to jaz prodam in potem mi tam ena trgovina jabolk da cash. Če bomo vsi to naredili, se bomo tako zbili ceno, da noben ne bo od tega živel ali pa imel službe. Ne? Ja, to je fora, ampak se mi pa zdi, da ful veliko teh mladih pa so tako ja, mi bomo delali cash, mi bomo neki na netu in to bo to. Ampak mene tudi zanima, recimo, iz česa izhaja ta mentaliteta oziroma pač to razmišljanje, če res sem iz tega, pač, ker je to generacija, ali je tudi že vzgoja, veš, v tem smislu. Ne? Ker jaz sem vseeno, mislim, iz neke poprečne familije izhajaš in ti nimaš tudi mogoče tega zavedanja, kakšnega podjetništva. Ne? Vedno je bilo pač tako, ok, greš v službo, delaš, dobiš čisto plačo, ni pa recimo kako, ne vem, denar dela, denar, ne, res. In tudi to me zanima, ker sem zdaj so zdaj sploh te nove generacije so pa vsi na ta način, ne, čim manj pač ja itak delati, oziroma fizično delati, pa ne, čim več imeti nekega zaslužka, oziroma nekaj od tega, ne, tako da tudi to. Ampak na koga pa zares vplivaš, ne, tako, če si nek influencer, mislim. Kaj imamo realno od tega? Mislim, sej, tudi jaz se velikokrat poslužujem in te veš, in teh kot in to in je top, ne, super popusti, gor dol. Pač je pa to, se je pa to preselilo, ne, dejansko iz TV-ja, zdaj na pač male ekrane naših telefonov. Ja, ne, se ni influencer je več slaba beseda, oziroma olepšana beseda za to, da nekdo pač preko nekoga nekaj prodaja. Ker si prodavci, ti si tako radijski oglas ali pa TV oglas, da je pač na telefonu ali pa pač preko socialnih mrež. Ne? In ni fora v tem, da bi ti influencal zdaj celo generacijo v neki, to so redki primeri. Ti vse, kar delaš, delaš prodajno okno za neki. Tako, targetiraš v bistvu specifično. No. Se pravim, tudi jaz sem se srečala s tem, da ne bo zdaj kakšno obsojenje, pač kako pač, mislim, deluje ta svet in mi je na eni strani, mislim, zelo zanimivo, ker je res, da lahko s tem in zaslužiš in imaš nekaj od tega in kako se v bistvu če dalje bolj pač tudi poudarek na to daje. Ne? Zdaj se mi zdi, da marketing je itak vse. Mislim, vse. Že ko se nekdo, ne vem, samo zamisli nek biznis recimo, ali pa ne vem, ustvarjal bi to, ali pa neko storitev prodajal, tako je naslednje vprašanje, zdaj kako bomo to stržili, oziroma kakšen bo marketing. Ne? In mene včasih to recimo, to je moja opaska, tu me največkrat zmot, da vse tako dobro zgleda na Instagramu, veš, vsi smo čist navdušeni in neomejeno je nekih ogledov, nekih lajkov. In pa, ko je zadeva v realnosti, veš, putuk ni dobra ali pa, ne vem, ni tega hajpa, ni tega pričakovanja. Tako da recimo jaz osebno ful rada delam na tem osebnem odnosu, tudi v svoji branži. Ne, da pač ne delam tudi na marketingu, ker mi je to tudi, mi ni tako primarno, mislim, se mi zdi, da moraš res se kar primarno ukvarjati s tem, pa samo z marketingom, da laufa in da gre, no, ampak da delaš samo še na nekem tem osebnem odnosu. Veš, mislim, si že kdaj doživel to, da ti je bilo nekaj
prek spleta neki ful na hajpano, gor dol in pol, Ja, ali bo neka storitev, ali bo nek izdelek, ne. Jaz sem 90-letnik, jaz že vem, da je vse nahajpano, ker Ja, pač sem dobro, prišel s pretežno odraslimi možgani v družbene mreže. No, saj jaz sem pač iz zadnja generacija, Ja. 90-ih. Aha, 90, ja. Ja, torej jaz sem imel 9 let prednosti pred tabo, da sem Ja, ves no. bullshit že poznal. Ti pa si mogoče prišla vono v svet, ko je, wow, kako so to lepe barve v tej gostilni, in ko priješ v to gostilno, ni tistih luči, ko so jih prinesli za snemanje in čisto drugače izgleda. itak, ja. Naprimer, kot en primer. Ja. Ne, saj se ampak zavedaš, ampak sej, je pa tudi odvisno, že sam po sebi, kakšen človek si. Ne? Ja. Zato, kaj, Pa jaz sem generacija, ko so imeli Top Shop, pa to, ne, pa ko so mi kupili ono neko žogo, sem imel tak pas in z žogo prevezano gor in potem si to brco. In je foter kupil, pa je rekel, zaš povedal, da to čist brez veze, pa ti nič ne bo pomagalo pri fuzbalu. Ne. In res bo, potem sem pa še raztrgal to gumico, na kateri je bila žoga. In potem sem bil tak, jaz bi lahko kar tak žogo brco brez tega, ne, pa bi se več o fuzbalu naučil, pa občutku, pa tak. In tak bullshit sem jaz zelo dokaj hitro spoznal, razumeš? Pol so šele prišle družbene mreže na vrh tega k meni. In jaz, ko sem videl nek video, sem vedel, da pač, da je to to, ja. da če prodajaš, moraš prodajati tudi bullshit, ne, pač, ne, če bi vse povedal, ne, če nimaš maščke prodajalca, pol ne bi prodal za res vsega. Itak. Čeprav bi še, jaz pa zdaj pogrešam pa točno to, ko prideš v kakšno trgovino, pač ker so pač prodajalci, niso prav zares prodajalci v smislu, Ja, ker so ne, to da ti- eni tam. Ja, ne. In ful pogrešam to, da bi mi kdo kdaj prodal, razumeš, tako, ne. Če pridem jaz kupiti kavč, daj malo se potruditi, ne, vseeno, oziroma daj mi neko, ne, ker jaz sem, recimo, sem pa še vedno tak človek, da če se mi kdo potrudi pa to, veš, že pol, če je bila v redu storitev, če je bila celotna izkušnja top, ne, ne da, mislim, veš, zdaj smo vsi se mi zdi naravnani na to, preden boš nekaj kupil, sploh kakšne velike stvari, boš 10.000 strani obrnil, pogledal, najboljšo ponudbo najdel, ampak veš, ono, da če greš nekam potem še fizično, da ti saj nekdo, veš, posveti tisto minuto, ne, ker se mi zdi, da tega skoraj ni več, ne, do zdaj je pač vse odvisno od nas, Ja. prideš v trgovino, kupaš pač, kar si itak že skoraj zamislil, ne, pač pogledaš še, kje bo to najcenejš, oziroma itak zdaj naročamo vse prek spleta, ne, tako da... Ja, to. saj to je tudi problem tega, da saj bi večinoma, ko greš nekam na kavico, te ne postreže šolan človek v gostinstvu. Večinoma je to nek folk, ki je pač ni naredil faksa, ne vem kaj, zdaj je pač to neka umestna postaja. In podobno so prodajalci v nekih takih trgovinah, pač Ja. tu sem, hočem pa nekam drugam priti. Ne. In pol je največji šok to, ko te kdo postreže, ki pa je še iz te branže, Ja. ko si kar tako, wow, kaj je to? Ko dejansko ve, pa s strastjo govori in Ja. je čist drugo. Ja. Ja. Mislim, drugače biti prodajalec se mi zdi tako pač na spletu, na socialnih omrežjih, ne? Ko kar pol pa uživa. Uživo je pa tisto, zdaj malo že pozabljena kategorija, ampak mislim, da bi še zmer mogla Ja, obstajati. zato tisti, ki pa to obvladajo, pa toliko več zaslužijo verjetno od tega, ne, ker edini znajo. Ja, tudi to je res. Verjetno. Tako da, evo, moramo se še malo izobraziti. No, mislim, jaz sem tudi v taki branži, ki prodajam v bistvu sama sebe svojo storitev, tako da moram še, vidiš, vedno se kaj novega naučiš, tako da. Ja, itak.